Pozdravljeni v oddaji Pregled tedna. Poglejmo si, kaj se je ta teden dogajalo v slovenski Istri in širše. Občinski svet Mestne občine Koper je včeraj na redni seji potrdil novelacijo investicijskega programa za projekt Urbani park Bonifika. Novi park bo prispeval k večji kakovosti zelenih površin v mestu, izboljšanju bivalnega okolja ter krepitvi odpornosti na podnebne spremembe. Projekt bo občanom omogočil kakovostno preživljanje prostega časa v naravi ter izvajanje številnih športnih in rekreativnih aktivnosti na prostem. Predvidene so površine za ulično košarko in ples, parkur, otroški adrenalinski park, igrišča za igre z loparji, prostori za jogo, aerobiko, pilates, zumbo in druge vadbe na prostem, zunanji fitnes ter motorični park. Posebna pozornost bo namenjena tudi športnim vsebinam za invalide in starejše. Park ne bo namenjen zgolj športnikom in rekreativcem, temveč tudi družinam. Z novimi ureditvami bodo starši z otroškimi vozički pridobili varnejše in prijetnejše površine za sprehode, ki bodo ločene od bolj intenzivnih tekaških in rekreativnih poti na območju Bonifike. Naložba v Urbani park Bonifika, ki bo umeščen med športno-rekreacijskim centrom Bonifika, olimpijskim bazenom Koper in Piransko cesto, je ocenjena na 4.477.000 evra z DDV-jem. Mestna občina Koper pričakuje 1,67 milijona evrov sofinancerskih sredstev iz mehanizma CTN, preostanek sredstev pa bo zagotovila sama. Novelacija investicijskega programa predvideva spremembo faznosti izvedbe, saj bo projekt za zdaj omejen na prvo fazo. Ta vključuje ureditev zelenih in športno-rekreacijskih površin, postavitev urbane opreme, zasaditve ter komunalno infrastrukturo. Dokument vključuje tudi posodobljen časovni načrt, občina pa namerava javno naročilo za izbor izvajalca objaviti v drugi polovici leta, začetek gradnje pa je predviden februarja 2027. Zaključek del načrtujejo do junija 2028. Prejšnji petek so v Kopru uradno odprli italijanski multimedijski center Gravizi, ki na sodoben in interaktiven način predstavlja zgodovino ter kulturo italijanske narodne skupnosti v Istri, obenem pa spodbuja čezmejno povezovanje. Center obsega več kot 460 kvadratnih metrov, njegova ureditev pa je stala približno 1,3 milijona evrov. Večina sredstev je bila pridobljena iz programa Interreg, pomemben delež financiranja pa sta prispevali tudi Slovenija in Italija. Predsednik Italijanske unije Mauricio Tremul poudarja, da center predstavlja veliko pridobitev za italijansko skupnost tako v Sloveniji kot na Hrvaškem. Po njegovih besedah obiskovalcem na ustvarjalen način približa zgodovino območja in razloži razloge za močno prisotnost italijanskega jezika v Istri. Poleg tega deluje tudi kot manjši muzej ter učiteljem in dijakom ponuja uporabne vsebine za boljše razumevanje lokalnega okolja. Tremul je ob tem izpostavil tudi pomen medsebojnega spoštovanja zgodovinskih izkušenj različnih narodov. Spomnil je, da so Slovenci in Hrvati trpeli pod fašizmom, Italijani pa zaradi komunizma, eksodusa in fojb. Po njegovem mnenju lahko le z razumevanjem in spoštovanjem trpljenja drugih danes gradimo odnose, ki temeljijo na prijateljstvu in miru. Koprski župan Aleš Bržan je posebej pozdravil prenovo zgodovinske stavbe v mestnem jedru. Poudaril je, da občina italijansko skupnost redno podpira, njeni predstavniki pa sodelujejo tudi pri oblikovanju lokalne politike v občinskem svetu. Bržan meni, da multimedijski center obiskovalce spodbuja k spoznavanju bogate lokalne zgodovine brez predsodkov ter k sprejemanju preteklosti takšne, kakršna je bila. Dodal je, da sobivanje različnih kultur skupnost bogati in prispeva k njeni odprtosti. Državni sekretar na Ministrstvu za kulturo Marko Rusjan je poudaril širši pomen centra za celotno Slovenijo. Po njegovih besedah nova ustanova pomembno prispeva k ohranjanju kulturne dediščine in krepi vezi med slovenskim ter italijanskim narodom. Ocenil je tudi, da so odnosi med državama zelo dobri, kar dokazujejo številni skupni čezmejni projekti, med drugim tudi sodelovanje v okviru Evropske prestolnice kulture v Novi Gorici in Gorici. Slovensko Istro je ta teden že zajela prijetna vročina, kar je znak, da prihaja poletje in z njim turistična sezona.
Z junijem bo tudi letos Mestna občina Koper omilila pritisk tranzitnega prometa v starem mestnem jedru, saj bo od ponedeljka dalje ob koncih tedna ter med tednom v večernem času s potopnim valjem vzpostavila poseben prometni režim na delu Pristaniške ulice. Zapora bo od križišča s Piransko cesto do priključka Belveder na Ukmarjevem trgu veljala ob sobotah in nedeljah med 9. in 2. uro zjutraj, po novem pa tudi ob delovnikih med 21. in 2. uro. Prehod bo izjemoma dovoljen stanovalcem mestnega jedra z dovolilnicami, intervencijskim vozilom, posebnim vozilom gostov turističnih namestitev in vozilom dostavljavcev toplih obrokov ter tudi kolesom, lahkim motornim vozilom in mopedom, katerih konstrukcijsko določena hitrost ne presega 25 km/h. Prav tako so iz prepovedi izvzeti vozila gospodarskih javnih služb, avtobusi mestnega prometa in taksiji. Potopni val deluje na podlagi avtomatske prepoznave registrskih oznak, vnesenih v informacijski sistem. Omeniti velja, da za kratkotrajne postanke v mestnem jedru občina od ponedeljka do sobote omogoča enourno brezplačno parkiranje v parkirni hiši Belveder, ob nedeljah pa sta brezplačni prvi 2 uri parkiranja. Za lažje premikanje po mestu in manjše dostave pa je vsem občankam in občanom ter obiskovalcem na voljo kurjerca, električno vozilo na klic. Leto je naokoli, zato je bil v soboto znova čas za priljubljeni tradicionalni pristaniški dan, ko Luka Koper za en dan omogoča obiskovalcem edinstven vpogled v zakulisje največjega slovenskega tovornega pristanišča. Osrednje dogajanje se je letos preselilo na koprski Ukmarjev trg, kjer so se številni ponudniki na svojih stojnicah, natančneje šotorčkih, predstavljali obiskovalcem. Posebna atrakcija so bili luški gasilci s svojim mega vozilom, obiskovalci pa so se lahko preizkusili tudi na mini plezalnem stolpu ter simulatorju veslanja. Ohranjamo živ ta šport z prisotnostjo v javnosti, želimo, da nas ne pozabijo in kot rečeno, ker delamo za mlade, ogromno prostovoljnih ur gre za to, bi želeli, da ta šport ostane živ, prepoznaven in ves čas prisoten v tem okolju zaradi tega, ker zasledujemo eno samo vrednoto, zdrav duhu, zdravem telesu. Komu je vse namenjeno, kdo se lahko preizkusi tukaj, pa potem bolj resno recimo? Kot smo videli danes, od najmlajših do najstarejših, tudi nekateri najstarejši so prišli in obujali svoje stare občutke, ker so že nekoč poskušali veslati oziroma so se celo udejstvovali. Mladi pa se prvič spoznajo, bom rekel, z napravo, simulatorjem, dobijo nek prvi občutek in morda bo nekoga to prepričalo, da bo redneje začel zahajati v naš klub. Mislim, da je prav, da Luko spoznamo tudi na drugačen način. Ne samo kot hrupnega in onesnaževalca, ampak tudi kot eno institucijo, ki skrbi za dobrobit Kopra in celotne regije. Sodelujemo z Luko Koper že 7. leto, tako da vsako leto pripravimo nekaj novega, da je družinam, ki pridejo si gledati Luko, čim bolj zanimivo. Rišemo po obrazu, tukaj imamo nastavljen poligon, pripravili smo tudi Django izziv za družine, tukaj imamo še štrbunk, tako da smo za otroke in za družine pripravili zanimive izzive. Obiskovalci pa so letos pristanišče lahko raziskovali tudi na drugačen, poseben način z brezplačnimi vodenimi ogledi z avtobusom, turistično ladjo ali kolesom. Ogledi so ponudili redek vpogled v vsak dan največjega slovenskega pristanišča, mogočna luška dvigala, terminale in drugo pristaniško mehanizacijo, ki je običajno skrita za pristaniškimi vrati. Glavni namen našega dneva Pristaniški dan je, da Luko Koper odpremo okoliškim prebivalcem in vsem prebivalcem Slovenije in tujine, ki si želijo ogledati pristanišče od znotraj, ki si želijo ogledati mehanizacijo, ljudi, procese, vse, kar od zunaj pristanišča ne morejo videti. To je dan, ko približamo pristanišče ljudem, kajti zavedamo se, da delujemo tesno povezani z svojim okoljem in zato želimo tudi temu okolju vrniti, kar nam daje. Na Ukmarjevem trgu je od 10. ure dalje potekal bogat spremljevalni program za otroke in družine, začenši z nastopom pihalnega orkestra Koper in nastopom Mažoret Koper.
Poskrbljeno je bilo za hrano in pijačo, ves dan pa so potekale tudi ustvarjalne, raziskovalne in športne aktivnosti, za vrhunec pa je poskrbel prihod smučarskih skakalcev in skakalk na čelu z Domnom in Niko Prevc. Koprsko mestno jedro je še dan pred pristaniškim dnevom zaživelo v znamenju cvetja, ustvarjalnosti in prijetnega mestnega utripa. Med Čevljarsko in Župančičevo ulico se je namreč odvil dogodek Cvetje v mestu, ki je prinesel cvetlične kreacije in vabil k prijetnemu druženju in uživanju v središču mesta. Cvetje v mestu, da ga razveselimo mesto, da ga odsvetličimo, bom rekla, in pa da malček damo v centru mesta poudarek na ta lepo lokacijo, ki smo jo zdaj našli in tudi danes se je tako lepo izkazala. Želeli smo si čim več lokalnega, kar tudi je. Istočasno pa moram reči, gospod Simon Ogrizek, ki je glavni florist ne samo v Sloveniji, ampak tudi znan po svetu, je pa tisti, ki je, in on je pa Velenjčan, oziroma bomo rekli nastopajoč za celo Slovenijo. Kakšno je zanimanje, interes, recimo odnos Slovencev do cvetja, do rastlinja? Jaz vam lahko rečem, se že dolga leta trudim, da bi bilo cvetje tisto, ki bi ljudi veselilo. In bom rekla, se mi zdi, da se izboljšuje, da je vedno več navdušenja in da ljudje vedno več gledajo za tem, kaj ti rabimo nekaj, kar nas boža, lepota, ki nas pol boža nam dušo. Največ zanimanja je torej požel florist Simon Ogrizek, ki je skozi ves dan oblikoval cvetlične aranžmaje iz sivke, kraškega rastja in vrtnic. Na dogodku so se sicer s cvetličnimi stojnicami in ustvarjalnimi kotički predstavili tudi drugi ponudniki, od Druge skice, Aure, Viktorije butik, knjigarne Libris, Bonistre, pa do istrske kleti, Rakije šopa, vrtnarstva Moretini ter Marjetice Koper. Nekaj smo jih tudi sami pocukali za rokav. Dišimo naravno in istočasno aromaterapevtsko, ker eterična olja delujejo na nas aromaterapevtsko. Tudi dejansko cvetlice in naravni parfumi so bi pripeljali na ta lep dogodek. Evo, če seciramo, vidimo na levi strani parfume, botanične parfume, na desni strani pa nakit. To vse sami izdelujete, kje ste dobili idejo recimo za to? Parfume izdelujem sama, že enih 10 let približno. Obožujem naravo, obožujem naravne vonje in skozi aromaterapijo in zeliščarstvo sem prišla do te naravne parfumeristike in dejansko moja strast. Nakit pa ne izdelujem sama, ga samo prodajam. Sem distributerka enega italijanskega podjetja, ki dela nakit iz pravih naravnih listov, ki so potem pozlačeni, posrebreni ali pa namakani v roza zlato. Ja, mi imamo, bom rekel, tako eno tako lepo zadevo skupaj, zaradi tega, ker imamo, kot vidite, knjige, imamo našo zeliščarsko zgodbo, zraven zelišč se pač ukvarjamo tudi žganje kuho. In pač smo tako nekako rekli, se pravi, žganje, kar se tiče knjig in cvetje pašejo skupaj. Zaradi tega, ker če gledamo naše slovenske, bom rekel, pesnike in pisatelje, se pravi, je bila pijača povezana z pisanjem knjig, na koncu so pa pač bili v rožicah, ne? Tako da ja. No, na naši stojnici, če začnemo z naše desne strani, pomeni imate žganje, se pravi naš brinjevec, ker smo pač paradni konj, kar se tega tiče. Potle imate tropinov, sadjevc, imate ingverjev, liker, smreke, jelka in bor, bisko našo avtohtono istrsko pijačo, viski po domače naš istrski, potle je brinov liker, nagrajen refoškov liker z zlato medaljo, potle tle lahko vidite razna mazila in pol so eterično olje, hidrolati, tako da je v bistvu vse povezano skupaj zdravje, rožice in bom rekel na splošno veselje. Na prireditvi sta bili organizirani tudi posebni delavnici, ki sta bili zasnovani tako, da so se lahko obiskovalci aktivno vključili. S seboj so lahko prinesli starinske posodice, od skodelic in čajnikov do krožnikov ali kozarcev, v katere so ustvarili unikatne cvetlične aranžmaje. Maj je tako v Kopru minil v znamenju cvetja, saj je Društvo ljubiteljev vrtnic Slovenije v sodelovanju z Arboretumom Volčji potok že na začetku meseca pripravilo razstavo z zgodovinsko predstavitvijo vrtnic. Znanstveno-raziskovalno središče Koper je v sredo predstavilo delo in dosežke preteklega leta. Leto 2025 nas zaznamuje predvsem s tem, da smo dejansko naredili velik preskok ponovno na mednarodnih projektih, da smo uspeli zagotoviti vse podlage in še to
predano v uporabo raziskovalkam in raziskovalcem, in takrat bomo zelo veseli, to moramo kratko narediti, ampak zagotovili smo podlage za novo raziskovalno infrastrukturo, ki je za nas zelo pomembna, prostori, laboratoriji. Sprejeli smo pravila za trajnostno delovanje, to pomeni, kako organizirati konference, kako se obnašati, kako delovati na delovnem mestu, da skrbimo za trajnostnost našega okolja. Postavili smo in sledimo vsem temu, kar se tiče enakih, torej pravil enakih možnosti in enakosti spolov, kar je ne nazadnje pomembno, da prihaja iz našega okolja kot tudi primer dobre prakse in upam, da se prime tudi v drugih okoljih. In pa seveda naše tesno povezovanje z okoljem. Zavedanje našega vloge in pomena v Kopru, primarno v Sloveniji in v svetu in prenašanje teh znanj skozi take in drugačne stike, ki jih imamo z dogovori številnimi univerzami, kot se vidi, pred kratkim smo podpisali tudi sporazum z Univerzo v Novi Gorici, z Univerzo za tretje obdobje nazadnje, z centrom na Debelem Rtiču, skratka en kup takih zadev, ki nas še nekako veže. Kupili so tudi 2500 kvadratnih metrov veliko stavbo na Pristaniški ulici v Kopru. Prostori bodo v prvi fazi namenjeni predvsem raziskovalni dejavnosti z področja znanosti o življenju, zdravja ter laboratorijskim in diagnostičnim dejavnostim, postopno pa se bodo v stavbo selile tudi dodatne raziskovalne in infrastrukturne dejavnosti, ki danes delujejo v najetih prostorih. Med načrti je tudi obnova palače Debeli, kjer bo nastalo novo upravno središče ZRS ter prostor odprte znanosti in raziskovanja. Pravnomočno gradbeno dovoljenje so že pridobili, vendar projekt trenutno miruje, saj država kljub prejšnjim dogovorom še ni zagotovila predvidenih finančnih sredstev. V Plavjah pa se je medtem začela gradnja kompetenčnega centra za oljkarstvo in druge mediteranske kulture. Vendar ZRS ostaja trdno v svojih smernicah, raziskovati, temeljno preučevati tisto, kar je v tem okolju in izhajati od tod v svet. Zato smo si tudi, bomo rekel, nadeli nek moto ali spodbudno misel stičišče modrosti Mediterana, kajti Mediteran dejansko ponuja zelo veliko, tako če rečem, iz socialnega ali pa fizičnega okolja, kar vseh naših 10 inštitutov in 11 infrastrukturnih enot tudi preučuje. Zavod beleži hitro finančno in kadrovsko rast. Lani je razpolagal s proračunom v višini 8 milijonov evrov, letos pa pričakujejo približno 10 milijonov evrov sredstev. Povečuje se tudi število zaposlenih, trenutno jih je 158, od tega 25 tujih strokovnjakov. Posebej uspešni so pri pridobivanju in izvajanju mednarodnih projektov, kjer dosegajo precej boljše rezultate kot na domačih razpisih. Prav tako so sprejeli strategijo od leta 2025 do leta 2030, ki usmerja nadaljnji razvoj ustanove na področjih internacionalizacije, interdisciplinarnosti razvoja, raziskovalne infrastrukture ter prenosa znanja v gospodarstvo, lokalno okolje in javne politike. Arena Bonifika je te dni gostiteljica že jubilejnega 20. svetovnega pokala v športni gimnastiki. Tudi tokrat so v slovensko Istro prišli najboljši svetovni in domači telovadci, ki so včeraj pričeli s kvalifikacijami, ki potekajo še danes, medtem ko bodo končne odločitve potekale jutri in v nedeljo. Ja, moje pričakovanja so predvsem, da uživam, ker je to naša domača tekma, domača publika in upam, da bo pač tudi noro vzdušje. Tako da nastopam na dvovišinski bradlji, gredi in parterju. Tako da moj v bistvu glaven cilj je, da se mi uspe na bradlji uvrstiti v finale. Sicer bo res močna konkurenca, ampak jaz mislim, da zmorem to, tako da res upam, da mi rata. Na drugih dveh orodjih pa upam, da naredim in pa bomo pač videli, ali se mi uspe uvrstiti v finale ali ne. Ena od adutov slovenske reprezentance je tudi Lucija Hribar, ki je v dvovišinski bradlji v Kopru slavila tako lani kot predlani, a se je včerajšnji nastop ponesrečil. V ognju ima sicer še 2 nastopa, in sicer v gredi in parterju. Brez uvrstitve v finale sta včeraj v svojih disciplinah ostala tudi Tjaša Kiselev in Kevin George Buckley, kot tudi finalist Evropskega prvenstva Gregor Rakovič na konju z ročaji, ki je finale zgrešil za 3 desetinke.
Je pa včeraj na preskoku blestela večkratna zmagovalka in ena od favoritin tekmovanja, Teja Belak, saj se je kot prva izmed vseh uvrstila v veliki finale in znova podala kandidaturo za najvišjo stopničko, na kateri je stala že lani. V jutrišnjem finalu ji bo družbo delal tudi Luka Bojanc na krogih. Dejansko pričakujemo kar nekaj uvrstitev v finale, tudi medalj. Lani smo imeli 2 zlati medalji in pa 1 srebrno ter 1 bronasto. Če bomo vsaj en del tega ponovili, mislim, da bo zelo velik uspeh za naše reprezentante. Koper je edino prizorišče svetovnega pokala v Sloveniji, zato predstavlja tekmovalcem prav posebno izkušnjo. O ovirah in izzivih v pripravi in organizaciji na tako tekmovanje je spregovorila predstavnica Gimnastične zveze Slovenije Tinka Leskovec. Izzivov pa ovir je zelo veliko. V bistvu takoj, ko končamo z enim svetovnim pokalom, začnemo z pripravami za naslednji. Vedno je treba najprej na svetovno gimnastiko napovedati tekmovanje, ga morajo oni odobriti, potem se pa začnejo organizacije. Naprimer, mi imamo zelo veliko težavo z orodjem, ker je treba cel komplet orodja prinesti v dvorano, ga postaviti, rabimo 2 kompleta, en je tudi v osnovni šoli v Kopru, kjer je v bistvu ogrevalna dvorana. Tako da eno orodje imamo mi kupljeno in ga potem pa prinesemo, postavimo, eno pa pripeljamo iz Osijeka, tako da je treba tudi te vornjake in dovoljenja in vse te stvari, tako da je res zelo veliko organizacije. Pred jutrišnjim prvim finalnim dnevom so danes na sporedu še kvalifikacijske preizkušnje. Slovenci bomo pesti držali za Bena Kunsta na preskoku, Kevina Georgea Buckleyja na Bradley in Drogu, kjer mu bo družbo delal Toni Kastelic. Na parterju in gredi bosta nastopili Lucija Hribar in Vita Prijanović, medtem ko bo slovenske nastope na gredi otvorila Zala Trtnik, ki bo nastopila izven konkurence. Komaj 17-letna slovenska kegljačica Brina Janić je na Evropskem prvenstvu za mlade v avstrijskem Švacu poskrbela za zgodovinski uspeh. V finalu posameznic do 19 let je osvojila naslov evropske prvakinje, obenem pa postavila nov svetovni rekord v kategorijah U19 in celo U23. Podrla je 19 let star svetovni rekord Sine Bajser, ki je leta 2007 v Košicah končala pri 659 podrtih kegljih. Novo znamko je zdaj postavila prav mlada Slovenka, ki je podrla kar 688 kegljev. Pozdravljeni v novi ediciji Kulturnega napovednika, kjer vam bomo predstavili dogodke, ki se bodo v prihodnjih dneh odvili v slovenski Istri. Že to soboto 30. maja vas o 15. uri v portoroškem magazinu Grando pričakuje festival Play with Nature. Ta bo naključne in nenaključne obiskovalce popeljal v svet glasbene improvizacije ter zvokov narave. Medtem ko se bo dogajanje le uro kasneje, torej ob 16. preselilo v Izolski park Pietro Kopo, kjer bodo na koncertu Obala Rock ritem narekovali mladi lokalni bendi. Nedeljski večer 31. maja bo nato ob 19:30 v piranskem gledališču Tartini minil v znamenju vrhunske klasike. Prisluhnili boste namreč lahko zaključnemu koncertu nagrajencev prestižnega tekmovanja Tartini Piran. V ponedeljek 1. junija ob 19. uri pa bo na koprskem Prešernovem trgu potekal javni pogovor z Iztokom Mlakarjem, priljubljenim igralcem, komedijantom in kantavtorjem. Dan kasneje v torek, 2. julija pa vas ob isti uri Center mladih Koper vabi na podaljšek ptujskega festivala fantazijskega filma Mini Grossman 1, kjer bodo na sporedu kratki filmi. Prav tako ob 20. pa bo v ankaranski rezidenci Ortus potekal glasbeni recital violinistke Žive Kralj. Na četrtkov večer ob 18. uri pa bo v mestni čitalnici Koper pričetek literarnega večera Toksično deklištvo, kjer bodo gostovale umetnice Lara Pavković, Urša Majcen in Eva Mahkovic. Zatem se lahko ob 19. uri odpravite v koprski skatepark Bali na ogled anime uspešnice Wolf Children.
Le uro kasneje pa bo v Art kavarni Odeon pričetek pogovornega večera z vsestransko umetnico Majo Gal-Štromar, ki bo predstavila svojo knjigo z naslovom 7 kilogramov do sreče. Teden bomo nato v petek na istem prizorišču, torej v Art kavarni Odeon, ob 20. uri tudi glasbeno sklenili, saj bo tam nastopila zasedba Oglas Bagaž z edinstvenim prepletom klezmerja, ciganske glasbe in šansonov. To je z naše strani vse. Hvala za ogled in se vidimo prihodnji teden. To je bilo za danes vse. Naj vas prihajajoči vikend preseneti, mi pa se vidimo prihodnji petek. Hvala za pozornost.